takrat sem ugotovila, da se nekaj posebnega, čarobnega zgodi, ko se mi povežemo s svojimi samorogi. Ko mi vzpostavimo stik z našim osebnim samorogom, se mi spomnimo svojega dušnega kraljestva, svojega doma, svoje osnovne vibracije. In je to tak občutek, kot da bi se po dolgem času potovanja vrnil nazaj domov, tja, kjer ti je najlepš, kjer je največ varnosti, kjer je največ ljubezni. Ko so meni angeli pred parimi leti rekli, takrat sem že zelo dolgo časa kanalizirala angele, pa tudi kakšne boginje, pa so mi pa angeli rekli, veš, čas je, da spoznaš svojega osebnega samoroga. Sem rekla, okej, v redu bo, hvala lepa, ne. Ne, Tjaša, res, daj spoznaj svojega osebnega samoroga, ne. Ko boš pripravljena, se ti bo predstavil. Sem rekla, lejte, že tako me imajo za ful čudno, ne. A zdaj bom pa še o samorogi govorila. Kaj si mislite, kako bom jaz to po tem svetu povedala, ne. To pa res ne morem, že tako me imajo za čudno. In so rekla, lej, Tjaša, samo doživi to. Ne rabiš ljudem o tem govoriti, če nisi pripravljena, ampak samo doživi to srečanje. Jaz sem rekla, ja, se bom. Vmes sem si pa mislila, ni šans, da bom jaz to, ne. Pač to ne obstaja. Pravljice, ne. In jaz sem normalno šla naprej živeti svoje življenje, kanalizirala angele, tralala. In potem grem en dan, en popoldan s prijateljicami v mesto, v Ljubljano in se sprehajamo in sredi Prešernovega trga baloni, samorogi, ne. Sami baloni, samorogi. In jaz, lej, samorogi. Okej, gremo naprej, hodimo, gremo mimo izložbe in v izložbi sami samorogi. In jaz tako, opa, ne, zdaj spet samorogi, v redu. Pa to je bilo takrat, ko samorogi še niso bili tako, zdaj so res povsod, ne. Takrat jih ni bilo, to je bilo, ne vem, par let nazaj. In v redu, gremo naprej in potem hodimo naprej in jaz pogledam gor in na stavbi plakat oziroma pač napis za odvetniško pisarno in v logotipu je bil samorog. In sem rekla, okej, zdaj pa slišam, očitno res moram se povezati s svojim osebnim samorogom. Sem rekla, punce, jaz grem domov in sem šla domov. Sem se usedla za računalnik in sem rekla, v redu, samorog, če si tukaj, mi kaj povej. In jaz začnem pisati, sporočila začnejo prihajati in vmes, ko pišem, jokam. Eno A4 stran sem pisala, uro pa pol, ker sem se vmes 3-krat zjokala do solz do konca, da sem se komaj umirila in potem sem še naprej kanalizirala in sem še jokala. In ko sem prebrala na koncu to sporočilo, sem bila tako močno ganjena, tako globoko se me je dotaknil s svojim sporočilom, s svojo energijo, da sem se od vzhičenosti tresla. In sem rekla, joj, pa res samorogi obstajajo. Daj bom se jaz povezala še s samorogom od teh 2 prijateljic, ki sta bila takrat z mano, a ne. In jaz prosim, samorogci, dajte se še vi predstaviti, da jaz njima to nesem, ne. In skanaliziram še za prvo in za drugo in njima hitro na mail pošljam, ne. In nobenega odziva, ne. Pa napisala sem jima, zdaj dobite pošto, pejte prebrati. Nobenega odziva. In jaz ko, joj, ne, a se njiju ni dotaknil, kaj se dogaja. In v tiste me kliče prva in joka, kako je to lepo, jaz sem že 5-krat prebrala, sem se že vsakič zjokala. Kliče druga, moramo se dobiti, nujno. In jaz ko, joj. In se že v ta drugi tisti dan dobimo, gremo v gost in reče, ta druga prijateljica, mene se že v življenju ni nobena stvar tako močno dotaknila. Jaz sem se zjokala. In takrat sem ugotovila, da se nekaj posebnega, čarobnega zgodi, ko se mi povežemo s svojimi samorogi. Ko mi vzpostavimo stik z našim osebnim samorogom, se mi spomnimo svojega dušnega kraljestva, svojega doma, svoje osnovne vibracije. In je to tak občutek, kot da bi se po dolgem času potovanja vrnil nazaj domov, tja, kjer ti je najlepš, kjer je največ varnosti, kjer je največ ljubezni. In takrat sem sklenila, da seveda cel svet potrebuje vedeti o samorogih in sem začela govoriti o samorogih. In na prvo delavnico je prišlo samo pogumno 10 ljudi
Zato, ker vsi ostali so me imeli verjetno za malo zmešano. Še prijatelj me je klical pa rekel, lej Tjaša, a bi ti res rada vso kredibilnost zgubila, ne? Dej, malo se zadržuj, ne? In sem rekla, sej veš, ti tako govoriš, ampak tvoj samorok pa zdaj le joka, ne? Zato, ker ga ti ne prepoznaš. Je zavil z očmi, rekel, lej Tjaša, veš, da verjamem v tvoje delo, ampak kar je pa preveč, je pa preveč in jaz se čutim dolžnega, da ti povem, ko greš malo predaleč, ne? No, zdaj ta prijatelj redno sodeluje s svojim osebnim samorogom in je navdušen. In takrat sem jaz začela voditi delavnice, v katerih se lahko povežeš s svojim osebnim samorogom. In veste, kaj je najbolj hecno? Od 10 ljudi, ki so prišli na to delavnico, je bilo 6 moških. In sem rekla, wow, ne morem verjeti. Ne? In na tej delavnici sem kanalizirala samoroge teh ljudi in to je vsaka oseba posebej jokala, smejala se. Skratka, to je bila taka mešanica čustev. In ko so šli domov, sem naslednji dan dobila mail, kdaj bo naslednjič delavnica samorogi. To je bilo nekaj najboljšega. In tako se je začelo, da sem začela govoriti o samorogih. In zakaj imajo samorogi to čarobnost? Ko sem pred 4 leti, je bilo 4 leta nazaj, začela je sama se povezovati s samorogi, so mi rekli, Tjaša, v naslednjih letih bomo povsod, infiltrirali se bomo v vašo družbo, bomo na plakatih, bomo v filmih, bomo v plišastih igračah, bomo na šalčkah, povsod bomo. In sem jaz rekla, zakaj? In so rekli, zato, ker vaš zemeljski svet potrebuje se spomniti svojega izvora, svoje vibracije, svoje čistosti duše. In ko ti vidiš sliko samoroga, ko je samorog prisoten kot ime ali pa kot slikica v tvojem svetu, se ti povežeš z vibracijo svojega samoroga, tudi če ga ne poznaš. In takrat, kot sem rekla, takrat ni bilo veliko samorogov. Ampak kaj se je potem začelo dogajati? Začelo se je dogajati, da so res samorogi povsod in zdaj kamorkoli greste, a vidite samoroge povsod, ne? In vsi hočejo samoroga in vsi povsod so samorogi, ne? In v filmih in povsod. In sem sama zelo, zelo hvaležna, da je do tega prišlo, ker ne gre se za neko simpatično živalco, ki ima rogca, pa je tako lepa zgodba, ampak se gre dejansko za to, da ko mi vidimo samoroga, ko se mi povežemo z imenom samorog oziroma imenom našega samoroga, ki ga boste spoznali danes, se v nas prebudi naša čarobnost, ta vibracija našega dušnega kraljestva, naša osnovna esenca. In zato so samorogi zares čarobni, ker nam pomagajo manifestirati. Kdaj smo pa mi najmočnejši v manifestaciji? Takrat, kadar smo mi najbolj čisti v svoji vibraciji. In to je naša osnovna energija. No in ko je naša duša rekla, zdaj sem pa pripravljena, da grem na planet Zemlja, si šel čisto na koncu še izbrati svojega osebnega samoroga. In samorogi so edini duhovni vodniki, ki imajo svojo identiteto. Angeli, nadangeli nimajo spola, niso moška, ženska energija, so samo zavest. Samorogi so pa malo drugačni, imajo pa malo bolj, imajo identiteto. In ko se spoznaš s svojim samorogom, ima on tako energijo in tako identiteto, ki je zelo skladna s tvojo dušo. Recimo, moj samorog Lionel je izjemno moder. In kadarkoli jaz rabim kaj, on meni razloži stvari. Ker je njegova sposobnost, da mi prinaša zavest, da mi prinaša odgovore, izjemno moder je. Medtem ko vdan je samorog, Anne-Marie je pa malo bolj majhen, je še mladiček. In njen samorog je pa tako zelo igriv, ne. On je pa dejansko, včasih ga sploh ni zraven nje, ne, ker on gre kar malo okoli, ne. Pač in je dejansko, njegova osnovna energija je pa igrivost, lahkotnost, živahnost, saj se da vse na easy, ne, zakaj bi bilo vse na težko, se da na easy. In to je isto Anjina energija, ona takšna je. Moj je skozi zraven mene, midva sva tako, red in struktura, ne. Tam se pa ne vem, kaj vse dogaja, ne. In
v tistem mojem navdušenju nad samorogi sem jaz rekla, ok, jaz moram to deliti naprej in sem se odločila, da še za moja starša skanaliziram sporočila od samorogov in nesem jaz domov na listu napisano sporočilo od samoroga. In nesem to mojemu očetu, ne. In mu dam to za prebrati. In on bere in bere in bere. In ko dobiš sporočilo od samoroga, to ni enkrat, da prebereš. Ker je to tako močno, da kar prebereš in bereš in bereš in srkaš tisto energijo. In grem pol k njemu pa rečem, pa zakaj toliko časa bereš? Saj si že prebral, ne, dej. In me on pogleda z mokrimi očmi, solznimi očmi in mi reče, Tjaša, a si prebrala, kaj je moj samorog meni napisal? Sem rekla, ne, kaj pa je napisal? In je njemu njegov samorog napisal, a se spomniš, ker moj oče je motorist, a se spomniš, ko si takrat pa takrat padal na tisti tekmi? No, takrat si me prvič videl. In ko je on to prebral, se je v njem prebudilo zavedanje, da ko je on takrat padel, to je bil edini največji padec, mislim, tako res velik padec v njegovi motoristični karieri, ko je on takrat padel, je rekel, Tjaša, jaz se spomnim, da je mene ena bela sila se vzpod postavila, da jaz nisem z glavo butnil v tla. In ko je on to prebral, ozavestil, da tisto, kar je on takrat doživel, da je bilo v bistvu res srečanje z njegovim samorogom, ki ga je takrat rešil. A ne? In naši samorogi imajo to sposobnost, da se nas dotaknejo tam, kjer smo mi najbolj ranljivi, zato da mi prepoznamo, da je res to. Da je to nekaj resničnega. In zavest samorogov je definitivno zavest, ki po mojem mnenju mora postati naša spremljevalka v življenju. Zato, ker ko smo povezani s samorogi, se takšne božanske stvari dogajajo. Še eno zgodbo povem, potem pa gremo naprej. Lani sva za njo želeli iti na Dunaj na en festival, ker obe zelo radi pleševa salso. In sva se odločila, ok, gremo na ta festival. Cela družba se je zbrala, da bomo šli na ta festival in na koncu je nekako tako izpadlo, da mi dve nisva imeli prenočišča. Čeprav smo se skupaj organizirali vse, je na koncu tako izpadlo, da mi dve nisva imeli prenočišča. In je bilo treba tako, v 3 dneh je bilo treba, pa to je december, Dunaj december, veste kako je Dunaj na decembru, ne? Ne najdeš tako lahko prenočišča, ne? In jaz sem bila že malo živčna, kaj zdaj, ne? Mi dve greva, vse je že zmenjeno, vsi imajo prenočišče, mi dve nekako ga nimava zdaj. In sem bila čisto živčna in hodim tam proti plesni šoli, kjer smo bili zmenjeni, da se bomo vse dogovorili. In se mi naenkrat prešine, Tjaša, pa zakaj ti hočeš to rešiti? Daj predaj. In jaz rečem, Lionel, dragi moj samorogec, ti si odgovoren za uresničevanje mojih želja, prosim, naredi, uresniči mi, da bom jaz imela super prenočitev na Dunaju, čez 3 dni, ko gremo. In ko jaz pridem tja, v plesno šolo, da se bomo zmenili, kaj zdaj s to prenočitvijo, pride prijatelj do mene in reče, mi smo pa že dogovorjeni, ne, za nočitev, pesko joj nismo, a veš, nimamo zmenjen. Preko ne, se bom jaz zrihtal. Sem se kako boš zrihtal? Ja, bom zrihtal, nič skrbeti, ne. In jaz ko, a boš res zrihtal? Ker ponad sem jaz tista, ki organiziram stvari, a ne, in ne pustim, ne pustim, da drugi organizirajo. Rekel, nič skrbeti, bom jaz zrihtal. Ok, in jaz sem šla brez zavedanja, kam gremo, sem šla. In na koncu sem spala za darilo v hotelu s 5 zvezdicami, v najbolj mehki posli, v najbolj fancy predelu Dunaja, zastonj. Zato, ker sem dovolila, da nekdo drug zorganizira. In vse, kar sem naredila, je šla sem ven iz tiste moje, jaz organiziram, jaz sem vedno vodja, v to, joj, ne morem vsega vedno jaz sama. In sem povabila duhovno vodstvo in sem prosila duhovne vodnike, predvsem mojega samorogca, zrihtaj. In v pol ure, ko sem jaz prišla do plesne šole, ko sem jaz oddala to namero, pride do mene prijatelj in reče, jaz sem zrihtal, v redu je. In pa je bilo meni skržila mi je izstopala, čak malo, kako je on, kaj pa če ne bo v redu, ne? Kaj pa če ne bo v redu, ne? In je bila moja kontrola, bom jaz kontrolirala. In rekel, Tjaša, spust, bom jaz.
In na koncu sva obe zanjo spali v najbolj čudovitem hotelu in pol je bilo pa še joj, a si jaz to sploh zaslužim, ne? Kaj pa zdaj, ne? Kaj moram pa zdaj jaz vrniti, da sem si jaz zaslužila to? A se prepoznamo v tem? In v tistem, ko se mi je to urolalo v glavi, je prišel samo rok in je rekel, rekla si, da ne zrihtam, pa sem zrihtal. In ko predamo, dejansko duhovni svet za nas kreira. Ampak potem smo pa še vedno mi tisti, ki lahko rečemo ne. Zato, ker naš reče, kaj pa to zdaj pomeni, kaj moram pa zdaj nazaj dati, tralalalalalalala. Ampak, a vi veste, da ko mi dovolimo, da nekdo za nas poskrbi, mi v resnici dovolimo tej osebi, da svoje poslanstvo izpolnjuje.